A če se dva davčna svetovalca med seboj pogovarjata o davčni utaji, to ni problem. A če se dva notarja med seboj pogovarjata o poneverbi podpisa na neki poslovni pogodbi, to tudi ni problem. A če se dva zdravnika pogovarjata o tem, kako bojo priredili razpis za nabavo medicinske opreme, to tudi ni problem. In če politiki se pogovarjajo o tem, kako bodo zamenjali šefe policijskih postaj in tako naprej, to očitno Ne vem, kaj nam želijo s tem povedati, da sta to dva politika. Kaj? Kvečemo to, da politiki so itak pokvarjeni, ali ne vem kaj. Nazaj je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljate levi in desni, pa tudi levi in besni. Gledajo nas tudi Robi, Tina, Nataša, Janez in Jernej in že to popoldne se vračamo na portal zanima.me, ki ga bereta tudi Zoran Dragič in nekoliko občutljivi Edo Murič, ki pravi, da košarkarska reprezentanca pred bližnjim evropskim prvenstvom potrebuje samo malo miru. Brez skrbi, fantje, če bo šlo tako naprej, bo miru vedno več, ker na tekme ne bo nikogar. No, miru pa ne bomo dali politiki in drugim, ki v tej državi, lahko rečemo, delajo stvari, ki morda niso ravno najbolj jim v čast. O tem pa seveda lahko vsi veliko preberejo na našem portalu zanima.me, še posebej tisti, ki se tudi naročijo, da res dobijo vse ekskluzivne vsebine, res za pičlih, lahko rečeva, 5 evrov na mesec oziroma 60 na leto, ni treba nikomor prodati ledvice, zato da pride do informacij. Sicer pa, Peter, vlada je včeraj se vrnila s počitnic, midva sva danes nazaj. Kako si preživel poletje? Ja, bil je prijeten predah, moram reči, čeprav kar že pogrešam to tedensko dinamiko, sem pa jaz bolj tiste sorte, ki poleti rajši malo več oddela, da je pa lahko izven sezone, kdaj kam gre. Mene asociirata na to poletje dve zadevi, itak druženje z najbližjimi, tokrat pa še posebej tek od konca marca do zdaj do konca avgusta imam na števcu že več kot 500 kilometrov, kar je tam nekje dobrih 100 na mesec. Solidno. Ko sem začel, ne bi verjel, da bo šlo tako. Zdaj, če me pa vprašaš za vlado, prva asociacija in prva beseda, ki pride na misel, je pa korupcija. Ja, pravzaprav imamo premierja, ki je zdaj, to je pa že znano, dobesedno nad katerim visi obremenilno mnenje KPK, ampak mislim, da preden greva v to temo, je treba spomniti na ta ikoničen posnetek. Bi odstopili z premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Res verjamem v pravno državo in verjamem, da takrat, ko mehanizmi nadzora ugotovijo, da je nekaj zelo narobe s politiko, da ta mora sprejeti odgovornost. Ja, vemo za premierja, odkar je Stino, da ne je mesa, se je pa obilno najedel zarečenega kruha, lahko rečemo. Kruh je veganski, oziroma vegetarijanski, tako da je očitno varen, kar se tega tiče. Ampak v bistvu lahko zelo malo v nekih teh glavnih provladnih medijih, bodiva iskrena, prebereš o tem, da ima premier sploh težave s KPK. Kome je bilo kaj zaslediti? Par dni v tem poletju. Ja, pravzaprav, mislim, zdaj zanimivo je to. Prišli smo od predvolilne obljube, odstopil bom zagotovo, če spoštujemo kako že pravno državo, do tega, da je potem KPK farsa, do tega, da se je premier zavil v molk. Še bolj fascinantno, ko je že dobil osnutek poročila KPK in celo že odgovoril, je na novinarsko vprašanje Pop TV-ja odgovoril, da še ni seznanjen z izsledki komisije. Pazi, to stvar sem mal preiskoval, bi rekel, v bistvu pri ožjem krogu teh, ki v kabinetu skrbijo za strateške komunikacije in sem rekel, kako to je, sem pač direktno uporabil to besedo, kako to, da se greste največji komercialni televiziji, ki je poslala vprašanje, zlagat. In veš, kaj je bil odgovor? To tako neuradno povzemam, ne bom niti vira navajal pri tem. Niso nas specifično vprašali, če je premier seznanjen z končnimi ugotovitvami ali umestnimi ugotovitvami, zato smo odgovorili, da s končnimi ni, ker končne ugotovitve še ne obstajajo. Moraš to misliti v bistvu. Neverjetno. Skratka, recimo temu zelo blago, če uporabim, je to bela laž, Pa je v resnici kar prava laž. To me spominja sicer na kakšne najstnike, ki jih starši sprašujejo, kdaj so prišli domov iz žurke, na kateri so popivali celo noč in potem dajo take dvoumne odgovore.
Sicer pa, da malo vrneva to zadevo s KPK-jem v kontekst. Zdaj, a je presenečenje, da je mnenje KPK v zadevi Bobnar negativno? Zame, verjamem, da tudi zate niti najmanj. Da malo vrnem ta spomin. Jeseni bo že 2 leti približno, odkar sta se pred preiskovalno komisijo v parlamentu izpovedala Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav. In za Goloba, po mojem, najbolj obremenilne so njune izjave o sestanku 31. maja 2022, dan pred nastopom te aktualne vlade, ko naj bi Golob na zaprtem sestanku na 6 oči zahteval naj Evropsko javno tožilstvo pozoveta, to je ta prva sporna stvar, da čim hitreje zaključi preiskavo zoper Darka Muženiča, ker da si ga je sam že izbral za novega šefa NPU, ne? Pri čemer je iz vsega povedanega, tako je pričala Bobnarjeva, izhajalo, da je Golob v direktni, nenehni komunikaciji z Muženičem. Druga sporna stvar, ne, meni še bolj divja v bistvu, ker Golob prihaja tam z območja Nove Gorice, da je treba nekaj narediti, citiram, z onim tam dol, ki je direktor na mojem koncu, ne, iz čemer je izhajalo, da govori o direktorju policijske uprave Nova Gorica, torej da je pritiskal na konkretno kadrovsko menjavo. Ne? In Bobnarjeva je to povzela. V bistvu je premier izhajal iz stališča, da to lahko zahteva od mene, ker je on predsednik vlade, na kar kot ministrica nisem mogla pristati. Tok, da vemo, o čem govorimo. V bistvu. Če se vrnem, on je pred volitvami napovedoval, da bo odstopil, potem KPK je farsa in potem se je zavil v molk. Mislim, da je njegov odvetnik samo pojasnjeval, da je ta osnutek torej netočen, da ga KPK po njegovem mnenju ne sme izdati, da jih bo tožil oziroma da je nezakonito, če bi izdal končno poročilo. Pri čemer je jasno nekaj. KPK sicer ni povedala, da je ni neposredno povedala, da je končno poročilo za Goloba obremenilno, je pa jasno povedala to s tem, ko je rekla, če ne bi bilo obremenilno, bi postopek že zaključili. No pa jasno so tudi Golobovi povedali s tem, da o teh umestnih ugotovitvah nič ne vejo, ne? Ker če bi bilo to ugodno mnenje, bi ga imeli vsi ta pravi novinari že... Tudi njegov odvetnik pravi, da ne dovoli, da bi to objavili. Še to, no, kar me fascinira, sam ta stvar. Najboljši odgovor na vse to, kar je povedala Bobnarjeva pa Lindav v 2 letih, ki so se ga pri Golobu spomnili, bil si ga pa mislim, da pred tednom 2 deležen tudi sam v duelu z enim analitikom, bolj provladnim, je to. In to zdaj vsi ponavljajo, da je šlo v pogovorih Golob, Bobnar za pogovor 2 politikov. Klemam jaz par, že kar takih bi rekel, ciničnih pripomb. Prvič, a to pomeni, da noben pogovor med 2 politikoma tudi teoretično ne more biti sporen in potem retorično sprašujem, a če se 2 davčna svetovalca med seboj pogovarjata o davčni utaji, to ni problem, a če se 2 notarja med seboj pogovarjata o poneverbi podpisa na neki poslovni pogodbi, to tudi ni problem. A če se 2 zdravnika pogovarjata o tem, kako bojo priredili razpis za nabavo medicinske opreme, to tudi ni problem. In če politiki se pogovarjajo o tem, kako bodo zamenjali šefe policijskih postaj in tako naprej, to očitno ne vem, kaj nam želijo s tem povedati, da sta to 2 politika. Kaj? Kvečemo to, da politiki so itak pokvarjeni, ali ne vem kaj. Češ, da, kot jaz razumem, da se po tem takem politiki sploh ne bi smeli pogovarjati, ampak če se pogovarjaš o kriminalu, potem so težave. Pričemer mi je še to zanimivo, Golob je že pred časom napovedoval tudi, kako bo ovrgel vse laži, domnevne laži Bobnarjeve, potem pa ni bilo niti pričanja pred komisijo, niti prič, niti dokumentov, niti ničesar, zgolj ocena, da je postopek KPK farsa, pri čemer še vedno poteka zoper njega tudi postopek še v eni zadevi in sicer zadevi Karigador. Koalicijski partnerji, še to bi dodal, so pa tiho kot miške. Malo še bova o tem, iz kakšnih motivov je kdo tiho. Jaz bi na temo tega KPK rekel samo še to, da iz vsega, kar je povedala tudi Bobnarjeva, Linda, o čemu vse so se uprli v štartu, še dan preden je vlada nastopila mandat, lahko samo sklepaš, ker to je v bistvu najna druga tema zdaj, kaj vse je Robert Golob kasneje, ko je Tatjana Bobnar odšla, zahteval od Boštjana Poklukarja. Naprimer, recimo, kakšna preiskava GEN-I, ki je tudi zdaj kar zaključena in tako naprej. No, pa Poklukar ni samo Golobu ugajal, recimo njegova desna roka v kabinetu, torej gospa Hvala, sestra obtoženega, ki ga preiskujejo zaradi trgovine z ljudi, ampak seveda tukaj tudi
KPK zaenkrat ni potrdila sumov, ne, so pa zaznali serijo kršitev, ki so jih predali specializiranemu državnemu tožilstvu. Ne. Tam je tudi zanimiva. Ne. Pričemer pazi to, ne, torej gospa Hvala Ivančič, ne, sestra tega gostinca Hvala, ki je obtožen trgovine z ljudmi, ne, ima pa med drugim tudi nad njo visijo očitki mobinga, preurejanja zapiska sestankov, porabe javnih sredstev v bratovi restavraciji, trpinčenje na delovnem mestu, kršitev notranjevarstvenih postopkov policije in tako dalje. Ne, in še vedno seveda očitno, več kot očitno uživa zaupanje notranjega ministra, ki seveda uživa zaupanje Goloba. Ne. Kot tudi uživa Damir Črnčec še naprej v vlogi dobro plačanega svetovalca uprave SDH, ki ga obvladuje Gibanje Svoboda. Ne. In tudi tu je KPK dala svoje mnenje. Ne. Tudi tukaj, ne, pri čemer so spet Črnčeca nekako lahko rečemo pokrili. Ne. Uradno naj v njegovem primeru ne bi zaznali kršenja integritete, pri čemer spomnimo, to je bil razpis za zelo dobro plačano delovno mesto, objavljen nekaj dni, mislim, da tam med prazniki. So pa, pazi, ne, priporočili nekaj protikorupcijskih tveganj SDH-jev. To pa. In zdaj, ko smo pri spornih razpisih, če je kaj razumelo strasti v politiki v tej poletni pripeki, so to, ne, italijanski helikopteri proizvajalca Leonardo, naročeni konkretno 2 helikopterja za nujno medicinsko helikoptersko pomoč. Z moje strani, ne, seveda minister Poklukar pravi, vse je BP, podpisali bomo to pogodbo, gre kot valjar čez vse pripombe, ampak z mojega vidika, zdravorazumskega, zadeva zelo enostavna. Pod 1. Izbrali so helikopterja, ki mu enotno nasprotuje stroka. Stroka z izjemo tiste, ki je zaposlena na zdravstvenem ministrstvu. To je tudi pod streho Gibanja Svobode. Pod 2. Izbrali so 1,5 milijona evrov dražjo ponudbo od 2, ki sta bili oddani. In pod 3. zavrnili so proizvajalca Airbus, ki ravno na področju nujne medicinske pomoči iz zraka v Evropski uniji, kamor nekako menda spadamo, ne, v ta kulturni okvir, velja za zlati standard, ko gre za reševanje. Ja, in ne samo to, da so zbrali dražji in manj primeren helikopter po mnenju stroke, ne, z verjetno prirejenim razpisom, ne, so izbrali proizvajalca, ki je proti kateremu hkrati opozarjajo, ne, da je soudeležen v dogajanju v Gazi, ne, pri čemer je naša vlada zelo aktivna, strašno aktivna, prepoveduje izvoz orožja v Izrael, čeprav potem skozi Luko Koper še vedno to potuje, ne, ampak hkrati pa dela posle z podjetjem, ne, ki pa veselo dobavlja orožje Izraelu ves čas. In še nekaj, jaz tukaj ne bom ničesar insinuiral, ker dokazal za to vsaj zaenkrat nimamo, ampak bom pa samo najnim gledalcem dal en nasvet. Naj grejo v brskalnik, pač tisti, ki ga uporabljajo, in napišejo v angleščini bo lažje Leonardo Helicopters Corruption in bojo našli na prvi strani zadetkov korupcijski škandal v Indoneziji, korupcijski škandal v Indiji, korupcijski škandal v Južni Koreji, povsod gre v glavnem za domneve o podkupninah državnim uradnikom in nekaj časa, to zdaj ne velja več, je bil pod embargom norveške javne uprave, tudi zaradi preiskave domnevne korupcije, potem so bila menda na Norveškem okoliščine razjasnjene. No, toliko tudi o tem, s kom država posluje. Ne? Ja, pri čemer pa velja omeniti še eno zanimivost. Ne? Socialni demokrati so potem, ko je bil razpis že pravnomočen, ne, ko je bilo že vse konec, ne, so oni, kako bi rekli, potoči zvoniti je prepozno, ne, 4 poslanci SD-ja dali predlog ministru za razveljavitev razpisa. Ne, ta istemu ministru, ki so ga sicer ta isti poslanci podprli na zadnji interpelaciji, 2 od njih. Ne? 2 od teh 4 sta izrecno podprla Poklukarja na interpelaciji. Kjer so že bili helikopteri tema. Kjer so bili tema, očitek v interpelaciji tudi helikopteri. Oglasili so se pa s pozivom k razveljavitvi razpisa, ki si rekel, 9 dni po pravnomočnosti, ne? Skratka, prazna PR poza. Jaz sem zapisal v enem svojem komentarju, da je škoda, da sta se temu kolikor tolikor 2 spodobna poslanca, Meira Hot in Bezjak Zrim, pridružila svojimi podpisi, ker je jasno, da je to brez hrbtenice, brez resne vsebine in tudi brez resnega namena, da bi se na sejah vlade sprejela kakšna drugačna. Spominja me to na tisto zgodbo z unim obrambnim referendumom, ne, na začetku poletja, ko je bila to tudi neka totalno PR poteza Levice, ki se je potem sicer sprevrgla v nekaj povsem drugega.
drugega, ne, ampak zdaj se vidi, da je to neka PR poteza Socialnih demokratov, ne, zdaj, če sva pa že pri helikopterjih, ne, pa ne moreva mimo še enega helikopterja, ne, in sicer tegale, s katerim je potovala Nataša Pirc Musar, ne, pa bi rekel to, ne, nimam težave, da predsedniki ali pa predstavniki, mislim, najvišji državni funkcionarji pač učinkovito potujejo naokoli. Jaz razumem, posebej, če dobro opravljajo svoje delo, še toliko bolje, zdaj takrat, ko ga slabo, potem se malo slabše, ampak vendarle smo država, imamo neke institucije in temu primerno mislim, da je logično, da se predsedniki pač učinkovito pripeljajo z enega konca države na drugega. Jaz bom tukaj še malo bolj banalen od tebe. Recimo, da jaz in ti stojiva v isti koloni 4 ure na poti nekje pač med morjem in neko drugo točko v notranjosti in da bi 4-5 ur z nama v tej isti koloni čepela bodi si aktualna predsednica ali pa če govorimo o nekdanjem predsedniku, bi se mi to zdelo pod nivojem bizarno in zdaj, ko bojo nekateri ljudje rekli, aha, kolona na cesti za nas in prazen zračni prostor v helikopterju za nekoga drugega, ja, tako to gre in do te točke se mi stvar zdi normalna. Ne? Ja, jaz bom šel pa tle naprej, ne, se strinjam, ne pričakujem, da bo premier sedel z mano na ekonomiji sedežu Ryanaira, ko gre na neko srečanje v tujino in tako dalje, ne, vendarle bom pa rekel nekaj drugega tudi, ne, politik, ki pametuje, ne, zdaj, spomnimo se 3 leta nazaj, ne, ko je dejala, da bo pri vseh službenih poteh preverila ogljični odtis, ne, ko potem ta ista predsednica se zavzema za predloge, ki pa to gužo, v kateri smo navadni državljani, dela slabšo, ne, pa nas potem sili v neko vegansko hrano, pa tako naprej, brez klim in tako dalje, seveda v imenu okolja, vsekakor, ampak takrat pa potem začnemo malo zgubljati potrpljenje za, bom rekel, elito, ki se vozijo nakrog s helikopterji, medtem ko aktivno slabše razmere, recimo na avtocestah, ne, za vse ostale navadne državljane. Je to, da politik, če citiram ta tweet od predsednice, izreče pred vsako potjo bom preverila ogljični odtis, je ta znana marketinška, politični marketing virtue signaling, to so tudi izumili, ne, ameriški strateški strokovnjaki za politični PR. Skratka, da z nekimi ključnimi besedami, pa bova še malo v nadaljevanju, ne, kot recimo izrečeš Gaza, genocid, ne vem, marihuana, eutanazija, s tem pač daješ tistim volivcem, ki zelo bežno spremljajo politično dogajanje, ta signal, kam torej sodiš na političnem parketu. Ne. Se mi zdi, če daš take izjave, potem pač se moraš tudi tega res držati, ne? Ker potem, zdaj, če ona ne bi dala take izjave, potem bi pač rekel, ok, ne? Ampak zdaj, če pa ti prav pametuješ na tem, kako boš ogljični odtis preveril za vsako pot, potem ga pa preveri vendarle tudi, če greš v Beltince, ne? Pa čeprav je kolaps na primorski avtocesti, kot je sicer vsak dan. Ne? Zdaj, kam nas je takšna vsebinsko izpraznjena politika, kjer so dejansko samo gre za ključne besede z bolj malo načrta in plana v ozadju pripeljala, je pa najno naslednjo poglavje, ja. To je neko stanje v tej državi. Pa bi dal še, ko smo že bila pri medicinskih helikopterjih, še ta podatek, ne, včeraj 21. avgusta je začel veljati tisti zakon o nezdružljivosti v javni in zasebni praksi zdravnikov, ne, in javno zdravstvo je na ta račun že izgubilo enega zelo uspešnega dolgoletnega direktorja, ne, gre za gospoda Komljanca iz izolskega zdravstvenega doma, mislim, da je imel 21-letni staž direktorja, zelo so ga pohvalili, ne, odločil se je, da bo ostal v svoji zasebni praksi, kjer je, mislim, da ortodont, ne, in prepustil pač delovanje javnega zavoda drugim. Ne. Presečni datum, ko bo lažje sodila o celotnem efektu, ki ga je tako imenovana zdravstvena reforma pustila na odlivu iz javnega v zasebni sektor, je pa maj 2026, zakaj takrat? Takrat dejansko potečejo vsem pogodbe. Ne? Bo pa to že ravno po volitvah, tako da na volitvah mislim, da se bodo vladajoči še hvalili celo s tem, kako so končno razmejili državno oziroma javno in zasebno, ne? Oziroma pač uvajajo državne monopole, ki pa se že kažejo, bom rekel, v stanju v državi, ne? No, ki je pa vse ne. bolj alarmantno. Zdaj, če odpreva prvo temo, ki tudi razumema, vsaj tiste, ki uspejo, ne, iz medijskega slepila golobovega aparata razbrati tudi realne težave, prispevek za dolgotrajno oskrbo se je torej začel pobirati.
Mene je zabavala ta teden zgodba, kot se jo je lotil Pop TV, in sicer s preprostim vprašanjem na Ministrstvo za solidarno prihodnost, koliko prispevka so pobrali v prvem mesecu izvajanja zakona. Odgovor je bil, da je ta podatek treba poiskati pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Ko so poslali identično vprašanje na zdravstveno blagajno, pa so dobili odgovor, da tega podatka nimajo in naj se zanj obrnejo na koga? Na ministra Maljevca nazaj na solidarni prihodnosti. No, v javnosti je vendarle prišla informacija, v prvem mesecu se je zbralo 44 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo. Do konca leta pričakujejo 258 milijonov pobranih, pri čemer mislim, da ta trenutek še bolj ali manj nihče ne uživa teh privilegijev oziroma pravic, ki izhajajo iz te dolgotrajne oskrbe, ker sistem enostavno pač še ne deluje. Mimogrede prihodnje leta nameravajo zbrati 650 milijonov. In ko smo že ravno pri teh dodatnih davkih, že v lanskem letu je bila Slovenija, pa mislim, da si lahko pogledamo ta graf, že v lanskem letu je bila Slovenija po efektivni obdavčitvi, to je vsa obdavčitev. Vse, kar ti v enem letu vzame država, pač na tak ali drugačen način. In ta številka je znašala 73,83%. Skoraj. Ja, ampak to je lansko leto, ko še ni upoštevana prispevek za dolgotrajno oskrbo. Še dodatna 2%. Dodatna 2%, torej smo zdaj že čez 75%, pri čemer smo očitno tudi prehiteli Belgijo in postali rekorderji prvi na svetu. Prvi v Evropski uniji. Tisto, kar se mi res zdi pomembno, da ljudje vejo, preden grejo tudi spomladi na volitve, torej zaslužiš 1 evro na trgu in država ti vzame 75 centov, torej 25 centov ti ostane, oziroma drugače, 9 od 12 mesecev, lahko bolj kruto rečemo, hodiš za državo na delovno mesto in ostale 3 delaš za svoj življenjski standard v bistvu. Ja. Pričemer so številke po Evropski uniji bistveno drugačne, bistveno različne. Res, da jih je večina čez 50, ampak redko katere čez 70. In pa za standard, recimo, ki ga imajo v Nemčiji, plačujejo 58%. Jaz bi temu z eno besedo rekel, kraja pri belem dnevu je to. Res. Ko gledam pač neke odstotke, ki so pri večini, to je rahlo nad 50, in potem pogledaš to skupino 5-6 držav, ki ima krepko nad 70, se mi zdi, da pač se Slovencem dejansko krade za neučinkovit, bohoten javni aparat direktno iz žepa. Pri belem dnevu podatki glede tega tudi obstajajo, sicer so dejansko z družbenih omrežij, nisva šla čisto do vira preverjati, ampak tu nekje za realno sliko 5800 delovnih mest manj, kot v enakem obdobju lani, je v zasebnem sektorju, torej na trgu, če rečeva, na prostem trgu, medtem ko je v istem času v javnem sektorju naša država naklepala dodatnih 2300 zaposlitev. Se pravi, da gre ta razvoj od teh pobranih davkov v popolnoma napačno smer. Kar je približno podobno, ne se ne ujema povsem točno z uradnimi podatki, ki pa so, da v Sloveniji danes dela 4400 manj ljudi, kot jih je recimo v enakem obdobju lani. Pri čemer sicer stopnja brezposelnosti ni padla je namreč število delovno aktivne populacije, ker se pač slovenska populacija stara, in je vedno manj aktivnih in vedno več upokojencev. In zdaj greva na končni rezultat tega, Čakala sva tudi midva čez poletje z enim očesom, kdaj bo objavljeno za druge 3 mesece podatki o gospodarski rasti, in zdaj lahko rečemo, torej od januarja do marca, to smo že vedeli, se je v bistvu Slovenija znašla v recesiji, edina tudi v evrskem območju, minus 0,8%, med aprilom in junijem pa zdaj po sveže objavljenih podatkih pridelala 0,7% gospodarske rasti, se pravi, lahko v bistvu prvega pol leta nekako v grobem označiva kot ničlo, plan do konca leta je 1%, zelo zaspana gospodarska rast, skratka izjemno, in v oči mi je padla dramatična izjava gospodarske zbornice, da bi ob teh podatkih morali že zdaj, pol leta pred koncem bilančnega obdobja, zvoniti na vladi vsi alarmi, in veš, kaj se je zgodilo, ko je prišla včeraj na vrsto prva redna seja vlade po počitnicah, jo je vodil finančni minister Boštjančič, ker je očitno alarm pri Robertu Golobu pokvarjen, namreč premier se je na dan 1.
dneve se je šele vračal iz svojega dopusta. Kako neugodno, ne? Pričemer pa bi dodal še par podatkov, ki so, ne? Se pravi, napoveduje se, pričemer v bistvu prve pol leta nismo zrasli nič, ne? Ker smo se najprej krčili, pa potem to nekako nadomestili. Do konca leta nameravamo zrast, kot rečeno, za 1%, pričemer je nekaj povprečna dolgoletna rast Slovenije 2,9%, ne? Torej tretjina tega. Skrbi pa še posebej padec industrijske proizvodnje, ne, padajo investicije v stroje in osnovna sredstva, strmo pad v gradbeništvu in celo padec števila zaposlenih v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije, torej sektorju z največjo dodano vrednostjo, ne, kjer naj bi Slovenija doživljala oziroma izvajala nek ta ekonomski preboj, ne, kar je se mi zdi pa res tisti alarmantni znak, ne, da pravzaprav drvimo v smer proti neki katastrofi, ne, pri čemer seveda se ključni sedeži podjetij ravno zaradi teh davkov, ne, selijo v okolico, ne, pa če se spet vrnem na številke, ne, recimo Hrvaška je bistveno nižji, ne, na 18. mestu, ne. Češka pod 50%, ne, Poljska na 51%. Poglej, Slovaško praktično najmanj obdavčena. Ne. Zdaj, res da je Bolgarija, ki je najmanj, pač morda res ima nek nižji standard, pa se ne bi ravno z Bolgarijo zdaj želel primerjati. Slovaško pa brez težav. Ampak in še posebej s Češko in Poljsko, pa, ki so trenutno v eni veliki fazi rasti. Ne. Poglej, Estonija tudi velja za eno izjemno razvito državo, 17. mesto po obdavčitvi. In značilnost za Estonijo, mimo grede, ne, je pa to, da je drastično zmanjšala in potem posledično zelo digitalizirala javno upravo. In celo, ne, po mojem primerjava, ki bo zapekla vladne dvore, ker se tako radi ves čas primerjajo po virtue signalingu oziroma tem moralnem pozerstvu z njimi. Španija, ne, ki ima tudi podobne orientacije vlado kot Slovenija, je na 16. mestu po obdavčitvi. Ne. Da. Tako. Zdaj tam, kjer padca ni, ker sva zdaj govorila o glavnem o padcu gospodarske aktivnosti, so pa provizije pri velikih državnih poslih, tako vsaj lahko sklepava iz aneksov, ki se podpisujejo na infrastrukturnih projektih. Ne? Vsekakor, ne. Karavanke so se tokrat podražile. 8,9 milijona evrov dodaten aneks. Ne, ob tem, da povemo, ne, da je 8 milijonov, že prej bilo predvidenih približno 8 milijonov rezerve, ne, za primer nepredvidenih del. Seveda, ko gradiš predor, je logično, pač se zgodijo neka nepredvidena dela, zato je bilo 8 milijonov predvidene rezerve. Ta rezerva je že bila porabljena s prejšnjimi aneksi, zdaj z novim aneksom pa se je zadeva podražila, ne, iz, mislim, da začetnih slabih 100 milijonov, ne, zdaj že na približno 120 milijonov brez davka, oziroma že krpko več z DDV-jem, če še upoštevamo. Ne. In mimo grede, ne, to je skoraj isti znesek, oziroma identičen znesek, kot se je podražila poslovna stavba Darsa, oboje seveda je podpisal Andrej Ribič, ne, tako da lahko bi celo rekel, morda pa je to standardna provizija bratov Ribič. Ne. Standard fee, očitno. Ob vsem tem, kar si naštel, oziroma sva naštela, pa vlada za javnost ali pa za velik del te javnosti zapira register dejanskih lastnikov podjetij. Morda na začetku, da malo poljudno razloživa, zakaj bi bilo to pomembno in problem. Po domače povedano, za vsakim podjetjem v tej državi pa kjerkoli stoji na koncu neka fizična oseba. Novinarjem recimo se nam pri brskanju po poslovnih registrih zelo velikokrat zgodi, da preverjaš lastnika podjetja in je kot lastnik navedena druga pravna oseba, ne, se pravi je lastnik XY DOO-ja, ne vem, AB DOO, ne, in potem, ko klikaš po lastniški verigi navzdol, so same pravne osebe in niti ene fizične, pa vendarle tudi za takšno verigo podjetij je na koncu neka fizična ali več njih, ne? In register dejanskih lastnikov je omogočal pogled v to, kdo se skriva na koncu teh upravljavskih oziroma lastniških verig. Urejajo to razni pogodbeni dogovori, upravljavske pravice med podjetji in tako naprej, kdo so torej ključne fizične osebe, ki obvladujejo neko podjetje. Do zdaj je bilo to torej v celoti javno, ne? Zdaj pa je po novem stvar zaprosila na AJPES-u, na registru, ki se mu lahko temu zaprosilu, v glavnem novinarskem, bodimo iskreni, ugodi ali pa tudi ne. Zakaj je pa zdaj to problem? Smo dobrega pol leta pred volitvami. Po eni strani se mi zdi, da bojo stranke, govoriva o vladajoči v glavnem, ki ima za to motiv, zakrile, odkot se iz zasebnih žepov pretaka denar
za namene bogatih političnih kampanj. Mimo grede, tako neuradno sem to poletje izvedel, da se prikazujejo zneski recimo ob koncu računskemu sodišču 200 do 300 tisoč evrov za te bolj bogate kampanje, medtem ko v resnici dosegajo med 600 in 700 off the record. Ne, razlika je ravno v tem, kar se bo prikrilo z registrom dejanskih lastnikov, ki mu jaz pravim register dejanskih oblastnikov, ker to so tisti, ki dajejo dejansko denar svojim marionetam. Ne. Po drugi strani pa se bo tudi razkrilo, to pa je obratna pot denarja, kam se iz državne blagajne, naprimer kulturnega ministrstva v medije, steka torej denar za razne črne medijske operacije, s katerimi se plačuje naklonjeno poročanje, o tem tudi bova kmalu, ne. In še nekaj, se bo razliko med medijem, ki bo motiviran preiskovati opozicijo in bo seveda vlada z veseljem ugodila prošnji za vpogled v dejanske lastnike, in med tistimi, ki bomo brskali tudi po nepravilnostih aktualne oblasti, ker to je prva naloga novinarstva, tam pa verjetno ne bo tako samoumevno. Ali pa bodo potem tisti zakonski roki, ko potem čakaš lahko za vsako stvar po tedne in tako. Potem lahko zgodbo objaviš čez pol leta, morda, ko je že seveda zdavnej. Pa ko smo že pri situaciji v državi, preden greva na medijsko falango, bi izpostavil še eno stvar, ki se spet čez poletje močno razplandela, to je pa slovenska romska problematika. Imeli smo situacijo, ko so pretempli kmeta v Ljubljani, v ljubljanskih Klečah. Zdaj lokalni kmetje opozarjajo tudi na politični vidik. Slučajno gre za kmeta, ki je tudi udeležen v nasprotovanju kanalu C0, ki gre zelo na vnos, torej to nasprotovanje gre zelo vnos ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Sicer pa se opozarjajo domačini predvsem iz jugovzhodne Slovenije, da stanje postaja enostavno nevzdržno. Praktično dnevno se poroča predvsem o napadih na mlajše osebe, pri belem dnevu tudi. Izpostavil pa še en primer, ko se je pa Roma po nesreči se zdravil v Uri Soča, kjer je direktor tudi znan politični prestopnik Roman Jakič, nekdanji minister iz časa vlade Alenke Bratušek, kjer se je pol države ukvarjalo s tem, da so ga zdaj namestili v DSO Novo mesto. 44-letnika, za katerega bi sicer, če ne bi šlo za Roma, če ne bi šlo za privilegirano skupino, seveda morala poskrbeti družina, ki jo ta človek ima, ampak so se odločili, da tega oni ne želijo in so mimo vrste spravili nekoga v... In župani še naprej opozarjajo na ključni problem in pravijo, vse je v socialnih transferih. Če bi bile kršitve in kazni in globe povezane s trganjem od sociale, bi bil problem rešen. In zdaj seveda retorično, ali bo to ta vlada takšna, kot je, z virtue signalingom to naredila pol leta pred volitvami? Seveda ne, raje bomo še naprej 75% obdavčeni. Seveda, zato pa to pa je mogoče, ob temu primerni medijski falangi. Zdaj, jaz sem nekaj časa razmišljal, ali je spodobno in ali si sploh zaslužijo reklamo, pa vendarle je prav, ker imava ob vseh drugih funkcijah tudi neko funkcijo ozaveščanja ljudi, ki se potem odločajo na volitvah. Moja lestvica top 3 provladnih medijev, Siol necenzurirano 24ur.com, ne nujno v tem vrstnem redu, ker se ta tekma, ta mrtva utakmica, bi rekli na jugu, izmenjuje in kar tekmujejo, kdo bo bolj ustrežljiv do Roberta Goloba in vladajoče stranke. Rekel bi pa, da gre to za 3 portale, ki so politično tako zelo očitno pristranski v korist aktualne oblasti, da jih bodo počasi kot tisti neželeni software začeli zaznavati tudi antivirusni sistemi na naših računalnikih in nam zablokirali dostop do dezinformacij. Zdaj kot zanimivost, recimo mi je zabavno, kako je iz obrambnega ministrstva prišla svetovalka za strateško komuniciranje, gre za Matejo Trunk-Hrvatin, ki zdaj za... lahko rečemo paradržavni Siol, gre za medij v lasti Telekoma Slovenije, redno analizira volitve. Med drugimi je te dni, to pa je res nedavno, uspel poseben dosežek, in to je, da je iz lestvice, mislim, agencije Nina Media, ki je merila priljubljenost strank v avgustu, izračunala, da ima NSI,
ki je bil na lestvici pred Levico, manj poslanskih stolov kot stranka Levica. Ne? Ja, ona ugotavlja tudi vedno, da gre Golobov na bolje, ne glede na to, kakšen je rezultat, da gre SDS-u na dol in sestavlja celo koalicijo, ne, ki bi vlada sestavila, se pravi koalicijsko večino, čeprav je anketa pokazala, da bi v tem primeru zmagala recimo temu opozicija. Ob tem, da se je zaračunala za nekaj stolov pri Levici, ne, je še vedno naračunala kar veliko razliko v korist opozicije trenutno. Ja, pri čemer pa, če pogledamo številke, niso ravno tako bleščeče za vlado, ampak dodal bi še to, ko so že ravno pri medijski zadevi, ne, da se avgusta izteče tudi pogodba za retransmisijo, ne, med Pop TV-jem in Telekomom Slovenije, ne, da zaenkrat kaže, da vendarle čisto vsega na Pop TV-ju ne bodo uspeli prevzeti. Ja. Neuradno dogovor naj bi bil kot prave informacije, ne, češ, da lahko Jure Tepina, torej zaupnik po naših informacijah Damirja Črnčeca, ne, hara povsem portal 24ur.com, medtem ko mu televizije Pop TV še ne bodo povsem prepustili. Roko na srce, bo televizija tista, ki bo v finišu odločala o marsičem, ne, sploh po aktivaciji Vladimirja Prebiliča, ko bo tekma postala bolj tesna, bi še par stvari glede teh medijskih. Glej, isti mediji, ne, 3 sem omenil, pa bi lahko še koga, ki so najbolj tiščali navzdol to novico o obremenjujočem poročilu KPK in o preiskavah v zadevi Karigador, Subotič in tako naprej, ne, so usklajeno na isti dan objavili ekskluzivno vest, sam da jih je imel 5 naenkrat, pa je še vedno ekskluzivna, ne, o jesenski poroki Roberta Goloba in Tine Gaber, 5. september, če sva si prav zapomnila. In glej, kar bi rekel ob tem, ne, tisti, ki malo dlje in malo globje brodimo po tej medijsko-politični sceni že kakšnih 15 plus let, smo o tem, da se v začetku septembra ta poroka pripravlja, poslušali najmanj 3 ali 4 mesece prej, tako da je seveda enostavno odgovor na vprašanje, zakaj je zdaj ta novica, za katero smo potihem vedeli že vsi, lansirana ravno zdaj. Ja, zato, ker je pač premier v preiskavah oziroma so tudi te preiskave že dale neke negativne rezultate. Ne? In je treba o pozornosti javnosti preusmeriti, da se v anketah to ne bi preveč poznalo, ne? In ko smo že pri anketah, ne? Mislim, da je čas, da pogledava tudi to. Ne? To je, se pravi, na ta prvi strani vidva anketo ni na medije, ne? To je tista, na osnovi katere je Siol izpeljal, da naj bi torej vlada še vedno imela večino in kako Golob raste in tako dalje. Ne, Zdaj, šlo je po sistemu, ko dejstva niso nam v prid, toliko slabše za dejstva in edino, na kar so se na koncu obesili, je tisti kolač, ki prikazuje priljubljenost oziroma nepriljubljenost vlade kot celote. Ta je dejansko pokazal malo večjo priljubljenost kot v preteklih mesecih, ampak nič posebnega, kar se seveda zgodi vsako leto v poletnem času, ko ljudje malo preusmerijo svojo pozornost na lepše plati življenja, ko so na počitnicah, ko še bolj površno spremljajo dnevno dogajanje. In so potem z vlado nekoliko manj nezadovoljni. Ne? Tako, točno to. In sklep, ki je bil potegnen iz tega, je, da gre Gibanju Svoboda odlično, da je Robert Golob tudi vedno bolj priljubljen, ko se bližamo finišu volilne kampanje, česar pa ne, tudi te analize, ki si jih naredil z drsečimi sredinami, ne potrjujejo, celo obratno. Kolikor sva gledala, je edina stranka z nekoliko bolj opaznim poletnim padcem ravno Gibanje Svoboda. Levica, naprimer, ki jo tudi Golob zelo bilda, ne, s temami kot so gaza, evtanazija, kajenje marihuane, celo v psihiatričnih ustanovah in tako naprej, pa stagnira in tudi ne pridobiva ničesar. Ja, celo združitev z Vesno je pravzaprav ni koristila. Ne, samo uničila Vesno. Kjer so se nadejali nekega verjetno boosta strani torej teh bolj ekološko osveščenih volivcev, pa se nekako to ni obneslo. Morda mi je zanimivo to, no, da socialni demokrati kljub vsem fiaskom nekako ostajajo najbolj kredibilna stranka v vladi, ne, pa bova o tem nekoliko kasnejše. Je pa ostali recimo neke manjše stranke so bistveno zadaj, zato se je zdaj recimo Karel Rjavec lotil neke kampanje, kjer se na plakatih predstavlja kot teflonski Karel. Ja, in kar je osupljivo, kar vidim, da je tudi poželj kar nekaj zanimanja slovenske javnosti, je koliko in kje povsod so te plakati, kar seveda v drugih besedah pomeni, koliko je to stalo.
za politika, ki se, bodimo iskreni, vrača iz globokega naftalina v to predvolilno tekmo in za stranko, ki je še ne zaznava prav nobena od dominantnih anket v državi, je bilo nekako ocenjeno med poznavalci, da je bil strošek te plakatne akcije med 20 in 30 tisoč evri naenkrat, gre za spodoben denar. In sem želel reči na tem mestu in tudi bom, da je bistveno ceneje, da ljudje dajo teh 60 evrov za zanima.me, se naročijo in jim bomo povedali tem istim investitorjem, ki so porabili 30 tisočakov, da so vrgli denar proč. Ker kaj več kot to, da bodo Karlu Erjavcu popravili pokojnino, če preseže 1% prag financiranja, bodo težko. Poglejmo zdaj še morda eno stvar. In sicer zanimiva je ta koalicijska dinamika. Na eni strani imamo Svobodo in Levico, za kateri se zdi pravzaprav kot da sta že skoraj da ena stranka, menda vedno usklajenih torej, na sejah vlade in tako dalje, zdaj tudi ko Goloba ni. In zato, da popravijo vtis, se namesto z domačimi temami intenzivno ukvarjajo z mednarodno politiko. Seveda, ankete kažejo, da je slovenska javnost večinsko na strani Palestine, ne na strani Izraela, zato se vlada zelo aktivno, divje ukvarja z vprašanjem Gaze. Mimogrede sem že omenil, medtem sicer kupuje Leonardove helikopterje, ki sodeluje z Izraelom pri vojni v Gazi, in hkrati prepoveduje uvoz avokada iz Izraela, ampak skozi Luko Koper pa še vedno potujejo orožje iz sosednjih držav za Izrael. Potem poleg reševanja Palestine imamo recimo še globoko v juliju, torej mislim, da 18. julija sprejet na zadnji dan zadnje seje zakon o asistirani samousmrtitvi, ki seveda odpira vrata Pandorine skrinjice v marsikatere stvari. Zdaj, morda bo to za Goloba, z vidika Goloba rešitev, da se znebi dela starejše populacije, ki potem ne dela gužve v čakalnih vrstah in ne prejema penzij. Če na ta način želijo uravnotežiti javne finance, bom rekel samo to, da se mi zdi to povsem morbidno. Kot se mi zdi morbidno tudi uvajanje marihuane v psihiatrične stanove. Govoriva o marihuani v osebne namene, o čemer se v Sloveniji sicer že leta nekako govori in se to nakazuje, ampak ko sem dejansko videl ta končni predlog, ki predvideva, da se marihuana kadi v zaporih, v bolnišnicah, pa potem še posebej v psihiatričnih ustanovah, jaz mislim, da bomo te norosti gledali čedalje več, bolj kot se bomo bližali marcu 2026, ker gre dejansko v zadju za strategijo, s katero Gibanje Svoboda, stranki, od katere si v veliki meri sposodilo program, ker ga samo nima, pač bilda priljubljenost. Na drugi strani te palice so pa socialni demokrati, ki ironično, za razliko od Levice, ki stagnira na anketah, nekoliko rastejo skozi poletje, mislim, da tam nekje od 6 na 8% po večini teh dominantnih anket, pri čemer je pa njihov problem. Golob jim malo manj zaupa, ker jih ima na sumu, da bi lahko recimo po volitvah šli v kakšno drugo živobarvno koalicijo, če bi se številke za to išle, ampak predvsem je njihov osnovni problem SD-ja, kot ga vidim ta hip, neka hrbtenica, po domače povedano tudi večja moč osebno predsednika stranke Matjaža Hana, ki bi si jo lahko vzel, pa si je ne vzame. Seveda se lahko ob tem vprašamo, zakaj. V enem od tekstov na zanima.me sem napisal in te dikcije ne nameravam spremeniti, da gre za problem osebnih okoliščin, s katerimi ga držijo v Gibanju Svoboda, katerih razkritje bi lahko resno postavilo pod vprašaj sposobnosti gospoda Hana za opravljanje ministrske funkcije. In take stvari jih vlečejo močno navzdol. Sicer, če smo že ravno pri tem, mislim, da ni edini daleč od tega, ki bi lahko imel s podobnimi problemi težave. Jih je, mislim, da v vladi še cela falanga in kakšen se najde tudi v opoziciji. Da našteva par teh nedoslednosti. Eno je normiranje SPI. Han praktično ne zamudi intervjuja, ker ne bi rekel, da je treba vrniti ta stari ugodnejši, davčno ugodnejši sistem za normirane SP-je, pa neuradno vem, da
ne bo prispeval podpisov k predlogu. Ravno hotel reči, da zamudi pa tako. Situacije, ko bi to lahko naredil. Ne? Že NSI je že v preteklosti dala predlog, da bi se ta sistem vrnil na način, kot ga želi Han. Tako opozicija je zagotovila vse glasove in če bi se jim pridružili zgolj poslanci SD-ja, bi to zadoščalo, da bi vrnili razmere vsaj na enem področju nazaj na normalno stanje, ne, ki ga je vlada pač spet poslabšala, ampak so tudi tokrat zamudili, zdaj imajo še eno priložnost, kot rečeno, ampak tudi tokrat, kot praviš. En primer potem sva že omenila, to so te helikopteri, kjer smo malo nekaj proti, nekaj upijemo tja v puščavo, pa nihče več ne sliši, ker je stvar že mimo. In tretja taka stvar, o kateri smo se tudi razpisali, mislim, da v ponedeljek ali torek na našem portalu, Expo 2025 Osaka, to je bil kader, magister Saša Leban, ki ga je Golob podtaknil v kvoto stranke SD, ker se je želel zaradi očitkov o slabem delu in malomarnosti iznebiti pred letom in pol iz kabineta predsednika vlade in jo je dal za komisarko Republike Slovenije v Osaki pod skrb gospodarskega ministra Hana in zunanje ministrice Fajonove. Zdaj sicer smo izvedeli, da ima gospa na mizi odpoved. Dejstvo pa je, da leto in pol, ko so tja hodile delegacije, obrtne gospodarske zbornice in razne druge in se pritoževale, kaj vse od incidentov se tam dogaja, so bili vsi tiho. Tako ministri SD-ja kot ministri Svobode. Skratka, tudi pomagajo nekako Golobu vzdrževati to gnilobo na Gregorčičevi. Ja, zdaj, ko smo pa že pri Gregorčičevi, pričakovali bi ob vsem tem, kar so že do zdaj povedala, da bo opoziciji, lahko bi rekel, razgrnjena rdeča preproga do prihodnjih volitev, ja. Ampak vodja opozicije, kot pravi sicer še pred poletjem na kongresu, se pripravlja na še en mandat v opoziciji. Ja, mislim, da sem nekajkrat postavil tezo in bi jo danes na kratko ponovil. Mislim, da interes Janeza Janše ni vladanje v naslednjem mandatu. To je tudi kar najbolj jasno, kar je lahko in iskreno povedal v tistem kongresnem nagovoru pred meseci. Po eni strani, to zelo tako v narekovajih govorim, razumljivo, ker je situacija v državi tako daleč zavožena, da kogarkoli, ki bo nasledil to koalicijo, čaka izjemno nepriljubljeno, nehvaležno, predvsem pa naporno in celodnevno težko delo. Drugače pa tako, poglej, SDS je objektivno v odlični finančni kondiciji. Je največja in najbolj organizirana stranka, o tem tudi ni nikakršne dileme. Kot si rekel, vsebinsko bi bila lahko kampanja čista in enostavna kot solza. Skratka, kritika, sesuvanje, plast po plast tega, kar je Golobova vlada počela zadnja 3 leta in pol. V praksi gledamo ideološko zaletavanje, ki ironično, kot koristi sicer SDS-u v nagovarjanju te lastne baze, hkrati koristi tudi gibanju Svoboda, ker ta duopol služi obema. Na desnici in na levici. Ja, in potem imamo pa še drugo, opozicijsko stranko, ki pa je čez poletje pravzaprav, o tem smo že pred poletjem nekoliko, oziroma pred poletnim predahom poročali, da Matej Tonin odhaja z vrha stranke na septembrskem kongresu. Zdaj, čez poletje smo pa nekako izvedeli, da je, kako bi rekel, prestolonaslednik, oziroma nekako izbranec osrednjega vodstva stranke, oziroma bolj ali manj osrednje vseh, ki so nekako na sredini stranki, na vrhu Jernej Vrtovec, ki je tudi najavil uradno svojo kampanjo ob, mislim, da 25. obletnici delovanja stranke NSI. In bo, kot kaže, dobil tudi enega protikandidata. Tako, to je neka najna današnja ekskluziva, bova proti koncu, ampak Vrtovec je v tistem nastopu, ki ga omenjaš, nekako zaenkrat obljubil zgolj to, da bo zelo malo govoril o drugih akterjih na slovenskem političnem parketu. To je tudi ta distanca, recimo, od sloga, ki ga je zadnja leta gojil Matej Tonin, pa da bo predvsem zelo se posvetil temu, kar ima ponuditi stranka NSI. Če greva v tem miselnem toku naprej, je seveda za stranko, sicer katerokoli, ključno, da ugotovi, v katerem sporočilu slovenski javnosti oziroma volivcem je lahko najboljša. Še posebej, ker sva že omenila novo konkurenco Anžeta Logarja in Vladimirja Prebiliča, ki oba govorita o neki politični zmernosti, o nekem pragmatizmu pri povezovanju, predvsem pa veliko o tem sodelovanju med poloma, in se na nek način vzela velik del političnega kreda, ki ga je zadnja leta
komunicirala tudi NSI in mislim, da je odločitev, ki jo je Vrtovec sprejel za svoje obdobje na vrhu stranke, ki prihaja, da želi torej nagovoriti sporočilom modernejše in uspešnejše Slovenije, tiste druge Švice, ki smo že vsi kar pozabili, z drugačno ekonomsko politiko. To tudi prve poteze grejo v to smer, takoj je v svojih zapisih na družbenih omrežjih izzval Hana, to sva že omenila, češ zdaj pa res, ko smo vložili v postopek predlog za stari normirani sistem SP-jev, nimaš več izgovorov, podpri, in neuradno je slišati, da Han tega ne bo podprl. Tisto, kar se mi zdi še pomembno, gospodarske teme med volivci so pogosto slabše slišane, kot kakšne te druge na prvo žogo ideološke. NSI je dolgo komunicirala gospodarstvo skozi velika podjetja in ta bogati sloj menedžmenta pa je izgledalo, kot da so nek njihov zagovornik. Opaziti je v prvih zapisih Jerneja Vrtovca po najavi kandidature, da želi komunicirati ekonomsko politiko za povprečnega Slovenca, se pravi SP-jevca, ki komaj plača prispevke, pa mu še kaj ostane. Ki so vedno višji. Potem malo nad njim morda tudi kakšnega uspešnega obrtnika, ampak še vedno govorimo o drobnem gospodarstvu, predvsem pa nagovarjati splošni standard, torej kupno moč v bistvu običajnih Slovencev, ki zaradi divje in nore obdavčitve tudi upada. Ja, zdaj nekako v prvih korakih, zdaj ni še izvoljen, tako da ne moramo še govoriti o novem predsedniku, čeprav se zdi najbolj verjeten. V prvih korakih, ki pa jih že kaže, se mi, da si je kot osrednjo temo izbral ta fokus res na gospodarstvo. Je pa slišati iz krogov znotraj Nove Slovenije tudi, da namerava držati vendarle konzervativno politiko, ne več tisto neko sredino izpred 5 let, ki jo je Nova Slovenija poskušala, pa neuspešno nagovarjala. Tako da vendarle, ampak pragmatično konzervativno politiko, kje se nekako kaže, češ da v pretirane ideološke boje se ne namerava spuščati. Konzervativno politiko, ki ne loputa z vrati v bistvu. Tako nekako, ne bi pa dodal, da očitno so temu valu, so zdaj pridružili še v podmladku Nove Slovenije in zdaj predlagajo študentski SP, kar tudi ni pravzaprav tako neumno, vendarle študenti pravzaprav te možnosti, da bi odprli svoje podjetje in ne izgubili vseh študentskih bonitet pravzaprav nimajo. Ja, ta podmladek je hkrati tudi eden od predlagateljev kandidature Vrtovca na kongresu septembrskem. Zdaj, ko sva pa ravno pri kongresu, pa bolj iz rubrike bizarno, v bistvu zadnja novica je, da se je 5:12 pojavil še protikandidat Jerneju Vrtovcu in to je pred kratkim razrešeni novogoriški podžupan Anton Harej, bivši državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, kolikor vem, je tam še vedno kot uradnik zaposlen. Zanimivo pri tem je ozadje. Pred tedni ga je sredi tega poletnega mrtvila na X-u v enem daljšem zapisu javno na nek način nagovoril, spodbudil v tej kandidaturi znani slovenski poslovnež, tudi medijski lastnik Štrancar. Slišati je, da ga nekako vzpodbuja, da bo to nek test za nekaj novega v slovenski politiki. Slišati pa je tudi, da razen mestnega odbora v Novi Gorici tega v NSI ne podpira nihče in da seveda realnih možnosti, da bi dobil to tekmo nima. Ja, lahko rečemo, da potem, ko se je Alešu Štrancarju nekako spodletel prevzem SLS-a, očitno zdaj poskuša z NSI-jem, ali kako? S tem, da se je gospod Štrancar sredi poletja še ponudil za mandatarja v enem izjemno monumentalnem zapisu na omrežju X. Moj komentar na to je pa res samo še, da je očitno nekaterim sonce, ki ga je bilo sicer v avgustu manj kot v juniju in juliju, stopilo v glavo v tem poletju konkretno. Ja, ko so že pri novih strankah, eno pripravlja še Vladimir Prebilič, Tako, ja. Ki naj bi oktobra dejansko ustanovil, mislim, da 18. oktobra nekako napovedan ustanovni kongres njegove stranke, do takrat pa so vse sile Gibanja Svoboda, ki imajo 5 minut časa, usmerjene v iskanje afer, kako bi Prebiliča vendarle onemogočili. Čakajo ga, o tem je tudi daljši tekst na zanima.me, čakajo ga na njegovi županski preteklosti, vendarle je bil več kot desetletje župan Kočevja, menda se s pinceto, tako mi je bilo rečeno, od kar dobro obveščenih virov vleče en posel po en posel, da najdejo kaj obremenilnega.
potem raziskovalni projekti, mislim, da jih okrog 5 vodi na Fakulteti za družbene vede Vladimir Prebilič, se tudi preverja financiranje, išče kakšne potencialne sporne stvari. In tretje je seveda njegova kadrovska zasedba, ki je malo znana, malo pa še skrita, ne, za Novo stranko, kjer se bo predvsem skušalo sejati nezaupanje med člani te nove stranke. Ne. In rušiti, ne, sej marsikakšen od teh ljudi vendarle kakšen nahrbnik iz politike, iz preteklosti že ima. Ne, Če še malo pošpekuliram, Vladimir Prebilič naj bi bil del te neke tretjega stebra, tretjega bloka v slovenski politiki, ki prihaja na teh volitvah. Tu so torej SD, Prebilič, NSI in Demokrati Anžeta Logarja. Jaz ta hip ne vem, kako ti jih vidim, in to ob pogoju, da se kampanje kar optimalno izpeljejo nekje na 35 mandatih, kaj več pa iskreno zaenkrat ne. Jaz si ne bi upal napovedati številk, bi pa rekel, no, da Prebilič vendarle ne skriva, da je on iz levega pola, sicer bolj reformne narave kot recimo Robert Golob, pa vendar iz levega pola, in mislim, da je tukaj to sem mislim, da predčasno že enkrat omenil, formula Boruta Pahorja pravzaprav kaže, ne, torej bolj neke vrste zmerno-sredinski oziroma zmerno-levo-sredinski kandidat na platformi, ne, ki gre nekoliko bolj povezovalno, ampak ko se na koncu sešteva na volilni ponedeljek glasove, je vendarle se potem treba enemu izmed večjih pridružiti, tako ali drugače. Zdaj, a bo Prebilič prehitel Goloba ali ne, bomo videli, ne? Ampak sploh, če ga bo, to pomeni tudi, da bo določena omrežja stopila tudi v njegovo podporo in da bo tudi temu potem kaj dolžen. Tako da pričakovati, da bo recimo Prebilič nosil glasove v desno vlado, je naivno. Ne? Tisto, na kar se po mojem tiho računa v tem bloku recimo in manjših, zmernejših strank, je, da bi skupaj segli čez Gibanje Svoboda, pa tudi čez SDS, in na ta način, recimo predstavljam si, če bi Golobu ponudili samo enega od resorjev v prihodnji Prebiličevi vladi, bi najbrž s tem tudi Goloba učinkovito odstranili iz slovenske politike. Ne, saj veš, Zoran Janković je tudi želel biti samo premier poslanec, pa nikakor ne. No, hecali smo se, ne, da če bo Robert Golob prvi, potem bomo imeli še 4 leta vladanja Robertine. Ja, po zelo podobnem sistemu. Če bo drugi, se bo rešil zapora. Vse ostale opcije pa so zelo neugodne, zato tudi ni tako nenavadno, da je tako aktiven pri vzpostavljanju medijske in druge mašinerije, ki bi ga ohranila na oblasti. Novi akteri si za zdaj lahko vsaj to štejejo v čas, da je panika v taboru Robertine že na zavidljivem nivoju. Ne? Tako je. Ne? Zdaj, toliko o domači politiki. Ne? Marsikaj se je čez poletje dogajalo tudi na tujem, pa morda na hitro samo omenim. Ne? Torej, premiki se dogajajo na relaciji Rusija-Ukrajina. Tu se celo zdi, da smo blizu finiša. O tem še ne tako zelo, ampak o tem potem, ja, seveda prav tako kot v Srbiji, še vedno vrejo protesti in pa seveda dogajanje na Bližnjem vzhodu. 3 ključne teme zunanje politike v poletju, ki so zaznamovali recimo julij in avgust predvsem. Ne? O tem pa več v epizodi za naročnike. Tako da res vabljeni, da se naročite, da podprete naš projekt v celoti in si na ta način odklenete tudi dostop do teh zunanje političnih vsebin. Tako, Safari Special je ob sobotah zjutraj na voljo našim naročnikom in podpornikom, tako da, kot smo rekli, simboličnih 5 € na mesec oziroma 60 na leto in dostop imate tudi do tega. Tako, prva redna epizoda Let je prebit, smo nazaj, marsikaj smo povedali, predvsem marsikaj tistega, česar v zadnjih 2-3 mesecih niste imeli možnost slišati na recimo in velikih dominantnih medijih. In to bomo počeli še naprej, vse do volitev in tudi po njih, ne, v volilnem letu, no, ki prihaja pravzaprav. Zdaj smo že otvorili sezono, ki bo hkrati tudi volilna. Ne. Do naslednjega tedna.